Naš gost. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na začetku današnje oddaje, v kateri bo naš sogovornik, zgodovinar in slavist, dr. Teodor Domej. Pogovor snemava v bližini Celovca in najprej vas, gospod Domej, pozdravljamo v naši oddaji pred našim mikrofonom. Dobar dan vsem poslušalcem. Tudi v Sloveniji poznamo vaša razmišljanja, vaše prispevke zgodovinskega področja. Zgodovina je zelo, zelo prepletena z vami. Kako se je ta iskrica zgodovinska porodila v vas, od kdaj, kako? Ja, verjetno ima to zvezo z šolanjem, ki sem ga doživljal na slovenski gimnaziji, in so me do neke mere motile tudi vrzeli, ki sem jih spoznal, in sem se potem zaradi tega odločil za študij zgodovine in slavistike. Kdo so bili vaši profesori slavistike oziroma zgodovine? Ja, na Dunaju sem študiral in tam je bila seveda cela vrsta profesorjev in docentov in asistentov, ki so do določene mere name vplivali, ampak ne vem, nočem se hvaliti, mislim, da sem se kar sam nekako oblikoval v tega zgodovinarja, kakršen sem pač sem. Mislil sem tudi na zgodovinarje na gimnaziji, ki ste omenili, ste vrzeli, so bile to vrzeli zaradi njih ali zaradi samega učnega gradiva in procesa? Pouk zgodovine na slovenski gimnaziji v tistih letih, ko sem jaz tam se šolal, so bili dokaj različni. Smo imeli zelo različne profesore zgodovine. Najbolj sem občudoval našega tedanjega šolskega nadzornika, ki je bil tudi profesor zgodovine in je zastopal brata, ki je bil tedaj bolan. In tedaj sem videl, da je zgodovina nekaj zelo dobrega. Tisti, ki mi je torej kot učitelj zgodovine najbolj ostal v spominu, je bil Valentin Incko. Starejši, ja, seveda, starejši. Ja. Kakšna pa je bila recimo pot do same slovenske gimnazije? Kako se spominjate morda mladosti, otroštva? To je tudi nekako podobno verjetno drugim. Jaz sem leta 1959 obiskoval ljudsko šolo, torej danes bi rekli osnovno šolo, v Vogrčah v bližini Pliberka, in tam je bil tedaj za provizorja Vinko Zaletel. Mogoče nekateri še poznajo to ime. In on je potem nagovoril mojo mamo, predvsem pa mojega strica, da bi me poslali v gimnazijo. In tako sem potem šel na sprejemni izpit in sem ga opravil, in od tedaj naprej sem potem bil dijak slovenske gimnazije, ki je bila tedaj, mislim, da v 5. ali 6. letu svojega obstoja. Na začetku. Sicer pa prihajate iz Podjune? Prihajam iz Podjune, torej iz bližine Pliberka, torej osrednjega dela, tako rekoč Podjune, z tedaj zelo močno slovensko infrastrukturo, bi lahko rekel, in slovenščina je bila tedaj v tistih krajih prevladujoč jezik. Na vasi pri nas nisi slišal tedaj nemške besede. In danes je pa položaj že precej drugačen. Poleg slovenščine, slavistike, zgodovine, so bile še kakšna druga področja, ki so vas kot mladega fanta zanimala? Ja, mislim, zanimalo me je vedno veliko stvari. Mogoče pravo, a ne, to bi še prišlo poštev, vendar se potem nisem odločil za to. Tehnične stvari pa niso bile blizu? Ne, mislim, da nisem preveč nadarjen za te zadeve. Vse do današnjih dni ne. Torej, kot rečeno, študij na Dunaju, ki ste ga leta 1986 zaključili z doktoratom, katero temo ste obravnavali? Obravnaval sem pravzaprav temo, ki povezuje zgodovino in slovenistiko. In sicer sem se ukvarjal v disertaciji z obdobjem
od začetka vladanja Marije Terezije do marčne revolucije 1848. leta, in sicer položaj in razvoj slovenskega pisnega ali pa knjižnega jezika na Koroškem v tistih letih, torej dobrih 100 letih. In sem tedaj veliko hodil po arhivih in iskal gradivo. In sem bil tedaj eden redkih, ki se je kot slavist ukvarjal s temi ostanki ali pa drobci slovenskega jezika na Koroškem. Ste se morda v času študija ukvarjali še s čim drugim, bili dejavni v kakšnih organizacijah, ali ste bili osredotočeni zgolj na to študiranje? Ja, bolj sem bil skoraj na druge stvari osredotočen. Jaz sem bil na Dunaju ravno v tistem času, ko je iskrica upora slovenske mladine bila seveda tudi prisotna na Dunaju v študentskih krogih, mogoče tam še celo v poudarjeni obliki. Bil sem tedaj v klubu slovenskih študentov in študentk in sem bil nekaj časa celo predsednik te organizacije, ampak v glavnem je pa bilo to obdobje napisnih akcij in tistega simboličnega zavzemanja za enakopravnost slovenskega jezika na Koroškem. In po končanju študija ste se vrnili nazaj na Koroško? Ja, jaz sem se pravzaprav že med študijem vrnil nazaj na Koroško in sem potem bil v Slovenskem znanstvenem inštitutu in v slovenskih organizacijah, v Zvezi slovenskih organizacij in v mladinski tedanji organizaciji sem tudi bil nekaj časa predsednik. Tako da sem povezan pravzaprav z tem utripom političnega življenja koroških Slovencev bil kar recimo 30 let, gotovo, ja. Tudi na tem inštitutu ste najbrž raziskovali jezik, zgodovino? No, kako ne bom se pohvalil preveč z raziskovanjem v tistem času, ker smo bili po mnenju tistih, ki so financirali inštitut, neke vrste servisna organizacija političnih organizacij. Torej smo bili pravzaprav tudi stalno v zvezi z političnim delovanjem slovenskih organizacij tedanjega časa in sem imel največ opravka pravzaprav z dokumentacijo, tako da do pisanja ali pa do raziskovanja v večjem obsegu skoraj nisem prišel. Kako ste se počutili recimo v družbi drugih koroških zgodovinarjev, ne le iz slovenskih narodnih vrst? Ja, če sem čisto odkrit, nismo imeli veliko stikov s koroškimi zgodovinopisci, ki so bili tedaj v glavnem neprijateljsko razpoloženi do slovenskega življa na Koroškem, predvsem njegovega emancipacijskega gibanja. In nismo imeli veliko stikov, oziroma ga tudi druga stran ni iskala in v tedanjem času so bili moji stiki s slovenskimi zgodovinarji dosti tesnejši kot pa s koroškimi zgodovinarji. Ampak, če se ne motim, ste letos prejeli častno medaljo Zgodovinskega društva za Koroško. Ja, to je pa naključje, ne vem kako ne. Ja, mislim, da se je veliko spremenilo. Tudi kar se tiče odnosa koroških zgodovinarjev do slovenske manjšine na Koroškem. Sicer v zadnjih letih v okviru tega preoblikovanja mentalnega odnosa recimo do dvojezičnosti in dvonarodnosti Koroške in zgodovinopisje ni več tista borbena panoga, kot je včasih bila,
a ne, in treba je pač le vedeti, da so zgodovinarji različnih strani se zelo močno opredeljevali in tudi sovražno opredeljevali do koga drugega, in mislim, da to ni ravno pomagalo razviti kakovost zgodovinopisja na obeh straneh, ne, pravzaprav. In malo se zadeve rahljajo in tudi v arhivih recimo ni več tako, kot pa je včasih bilo, da ti do določenega gradiva niso dali, a ne, čeprav si vedel, da ga imajo, ampak ga nisi dobil. Danes mislim, da je zadeva dosti bolj sproščena in sem se seveda tudi v okviru svojih možnosti zavzemal za zbliževanje in mislim, da je to enostavno potrebno, ker to tudi prispeva k kvaliteti življenja. Pravite, da je bolj sproščena, ni pa še povsem, čeprav razumem vaše besede. No, mislim, ko gre za manjšinsko vprašanje, je pač treba upoštevati, ali pa za nacionalno vprašanje, je pač treba upoštevati, da določene usedline ne spraviš sveta. In gotovo so tudi v okviru vseh, ki se ukvarjajo z zgodovino, določeni predsodki. Tudi jaz jih imam, a ne. In to zahteva svoj čas najbrž, ne? In raziskovanje. Ja, seveda tudi mogoče zelo dobro poznanje virov in vire je koncev treba tudi povezati z ostalim vedenjem. Mislim, ker v virih tudi ne piše vse. In to je potem vedno določen izziv, kako interpretiraš vire in je treba pač upoštevati, da obstajajo tudi druge zakonitosti, ne samo tiste, ki jih lahko razberemo iz političnih ostankov, kar je zapisanega. Mislim, imamo druge vire tudi, ne? Ja. Tudi izkušnje. Poslušate podcast Radia Oglišče. Podcast Radia Oglišče. Spremljate oddajo Naš gost. Pred našim mikrofonom je zgodovinar in slavist dr. Teodor Domej. 18 let ste bili strokovni inšpektor oziroma nadzornik za slovenščino na slovenskih srednjih in višjih šolah tukaj na avstrijskem Koroškem. Morda lahko malo opišete, kaj pravzaprav je obsegal ta poklic, ta funkcija. Ja, to je v okviru avstrijskega šolskega sistema funkcija, ki ima zelo dolgo tradicijo. Na Koroškem so bili, danes jih ni več, mislim, tudi to je treba reči, ali pa kvečemo še samo po naslovu, deželni šolski nadzorniki, okrajni šolski nadzorniki in potem še cela vrsta tako imenovanih strokovnih nadzornikov. In imel sem v okviru manjšinskega šolstva vlogo strokovnega nadzornika za slovenščino na srednjih in višjih šolah. To je bil moj poklic, kot ste rekli, 18 let, nisem jih še preštel, a ne? Konkretno je to zadevalo vaše delo, kaj ste opravljali? V prvi vrsti sem bil v okviru šolske oblasti, ne, v Sloveniji bi temu rekli mogoče ministrstva, odgovoren prvenstveno za 3 šole. Za slovensko gimnazijo, za dvojezično trgovsko akademijo in potem za dvojezično višjo šolo za gospodarske poklice. To so edine 3 šole na Koroškem, kjer je slovenščina učni jezik. In poleg tega sem potem imel tudi na skrbi imeti tako rekoč pregled nad tem, kar je
pouka slovenščine v okviru obveznega ali pa fakultativnega predmeta na drugih koroških srednjih in višjih šolah. Spravi, spremljali ste delo učiteljev, profesorjev? Ja, gre v bistvu za uradniško delo v glavnem, vsaj tedaj je bilo tako, seveda se reče, to je svetovalna služba, to je pregled nad personalom, ki ga imajo te šole, potem pomoč šolam pri organizaciji personala, učiteljskega kadra, seveda gre tudi za financiranje šol in vse tako naprej. Torej je zelo široka naloga in ja. Samimi otroki, dijaki niste imeli stika? Neveliko seveda, če si obiskal šolo in si šel v razred pogledati, kako učitelj poučuje, recimo to ja, ampak permanentnega stika z dijaki in dijakinjami pravzaprav nismo imeli. Ste pa najbrž potem učiteljem tudi izdajali kakšne smernice, navodila, kako naj poučujejo, na kaj naj bodo pozorni? Ja, to je seveda posredovanje potem zakonskih sprememb, recimo učnega načrta in takih zadev, potem spremljanje ali pa nadzor pri maturitetnih izpitih in pogovore, recimo to na vsak način. Potem nekaj časa sem imel na skrbi tudi razvoj učbenikov, torej tako imenovano delo v okviru aprobacijske komisije za učbenike in to je tudi bil del mojega poklicnega dela tedaj. To so bi najbrž bili potem tudi razlogi, da ste pred leti, mislim, da leta 2015, prejeli nagrado za življenjsko delo na področju šolstva v Republiki Sloveniji. To je pa mogoče druga plat tega dela, nisem vam vsega povedal, ampak ko sem tako rekoč prišel v te šolske vrste, je prišlo v Evropi do velikih sprememb političnih, kot vemo, tudi do osamosvojitve Slovenije. In jaz sem tedaj delal v okviru Pedagoškega inštituta za Koroško. Torej, to je bila zvezna organizacija za strokovno popolnjevanje učiteljev. In tam sem pravzaprav do vsega začetka se trudil, da izgradimo sodelovanje s Slovenijo. Tradicija seminarjev za koroške učitelje je sicer že dolga. To so, mislim, da že od 50-ih, 60-ih let naprej obstajali stiki med koroškimi slovenskimi učitelji ali pa dvojezičnimi učitelji in učitelji v Sloveniji. In so bile vsako leto tudi prireditve, recimo, ki so jih obiskovali koroški slovenski učitelji v Sloveniji. Ravno tedaj, ko sem pa jaz začel tam delo, se je pa to postavilo na nove noge in smo imeli pravzaprav potem redne stike z Zavodom za šolstvo in organizirali skupne seminarje, in sicer v obe smeri. Tudi učitelji iz Slovenije so recimo prihajali k nam na skupne mednarodne ali pa bilateralne seminarje. In to je, se tedaj začelo. Potem smo vzpostavili, ampak to je že bilo v času, ko sem bil inšpektor ali pa nadzornik, neke vrste pomoč za poučevanje slovenščine na naših teh šolah s slovenskim učnim jezikom. In sicer z ustanovo, pod navodnicami bi lahko rekel, jezikovnih asistentov.
In to sem močno pospeševal oziroma pravzaprav uvedel in mislim, da se je to zelo dobro obneslo. In to danes še tudi obstaja in je eden izmed pravzaprav temeljev tudi poučevanja slovenščine na Koroškem. Kako velik pomen ima šolstvo za ohranjanje slovenščine na Koroškem? Ja, mislim, da ima velik pomen, in sicer ker so šole postale že neke vrste oaza rabe slovenščine izven družine, recimo. In tam vsaj, kako bi rekel, imajo otroci priložnost, da spoznajo slovenščino ne samo kot družinski jezik. In mislim, da je to nujna opora slovenskemu jeziku na Koroškem. Je bilo včasih, ko ste bili vi nadzornik, pa morda imate vpogled tudi v današnji čas, to poučevanje dovolj sodobno, dovolj približano otrokom in današnjemu času, v katerem živimo? O tem se da veliko prepirati, ne? So gotovo razlike med šolami, so razlike tudi glede na prostor, v kateri je šola, ne? Tudi v teh 3 šolah, kjer je slovenščina recimo učni jezik, so pogoji različni in je predvsem konstelacija med nemščino in slovenščino zelo različna. Ja, kako naj rečem, mislim, da se trudijo vsi, enim se bolje posreči kot drugim, vendar mislim, da je precej bilo inovacij v zadnjih letih, ki grejo na boljše, vendar so izvenšolski pogoji včasih taki, da je slovenščina danes recimo za večino otrok, ki so koroški Slovenci, pač postala drugačna, kot pa je bila v času, ko sem jaz obiskoval slovensko gimnazijo. V kakšnem smislu? V kakšnem smislu? Ja, v smislu, da se je slovenščina v marsikaterem geografskem prostoru že popolnoma umaknila, da ni več jezik tako rekoč sproščenega življenja na vasi, ampak je samo še družinski jezik ali pa niti to več. To ni več, ne? To je velik korak, recimo, do katerega je pač prišlo v vsakdanjem življenju na Koroškem. Spravi, je to jezik, ki ga govorijo v šoli, morda v družini, morda v kakšnem društvu, igralski skupini, v katero so vključeni? Ja, več je tega organiziranega, kot pa je bilo včasih, in manj je tega spontanega, samoumevnega, recimo v vsakdanjem življenju. Je to zaradi strahu, zaradi razmer, da ni tega spontanega, da bi šli vi zdaj na ulico in spontano z nekom govorili slovensko, ne vem? Ja, to mislim, da je drugače. Mislim, danes, tudi če pridete v vas, ki je recimo še pred nedavnim bila slovenska, se malo kdo upa človeka, ki ga ne pozna, ogovoriti v slovenskem jeziku. Ko sem bil otrok, si lahko še vsakega tako rekoč pobaral ali pa vprašal, kje je kdo doma in tako naprej, ali pa kaj drugega, ali pa prosil za kozarec vode ali pa kaj. Tudi če si prišel v tujo vas danes, ja, bi se moral že premagati, da bi to storil. Kaj pa recimo projekti za učenje slovenščine, za širjenje slovenščine izven šole, ste tudi tukaj spremljali, poznate? Ja, tega je bilo kar nekaj, vendar če smem mogoče malo pesimistično dodati, ne vem, kakšen učinek je to imelo, recimo, da bi se kdo sedaj odločil, da bo od danes naprej pa drugače ravnal slovenščino v svojem osebnem življenju, ne vem, mislim, to je
za tiste, ki tesno sodelujejo v takih projektih, mogoče tako, ampak da bi te akcije močno vplivale na odnos prebivalstva do slovenščine. Mislim, tam sem pa pesimističen. Eden takih svežih projektov, recimo slovenščino doživeti, tudi v Sloveniji smo o tem slišali. Ja, vse lepo in prav. Vse lepo in prav. Ampak učinek težko merimo, težko merimo. So lepe akcije in se seveda njihov učinek poveča, čim bolj se o tem govori v sredstvih javnega obveščanja in v medijih in tako naprej. Vendar tisti korak v zasebnem življenju nekoga, ki prej ni bil povezan s slovenščino, tja k slovenščini je pač težak. Ja, torej. Omenili ste, da ste si prizadevali tudi za sodelovanje s šolami v Sloveniji. Kako je bilo, ste doživeli pozitivne odzive, ko ste recimo kakšno slovensko šolo vprašali za sodelovanje, so radi sodelovali z vami? Ja, mislim, na vsak način. In mi smo imeli tudi dosti več ponudb, kot pa smo imeli možnosti za sodelovanje. Bom tako rekel, ker v Sloveniji je bilo dosti več potencialnih partnerjev, kot pa jih je bilo pri nas. In to mislim, da vse do današnjih dni lahko rečemo. In te kooperacije z raznimi šolami v Sloveniji so vsem našim šolskim ustanovam gotovo pomagale tudi v tem smislu, da je slovenščina postala bolj prisotna v njih. Lahko danes še rečemo, da je obstoj slovenščine tukaj na Koroškem ogrožen? Ja, če gledamo na gole statistike, je tako, in če tudi odmislimo statistiko, je tako. Ja, torej, na Koroškem se mora danes tako rekoč že vsak odločiti, da bo ostal z njo povezan. In tiste avtomatike, ki je včasih pač bila v teh koroških vaseh, ni več, da je slovenščina avtomatično jezik vsakdana in tudi družine. To je bilo mogoče še pred 30-40 leti, v marsikateri vasi tako. Danes pa, če bi zdaj malce mogoče pretiraval, ali pa mogoče niti ni to pretiravanje, tudi v selah ali pa v Globasnici ni več avtomatika. So se toliko zadeve spremenile? Toliko so se zadeve spremenile, ja. Je treba samo, kaj sem pogledati, kakšen je razvoj pri materinščini šoloobveznih otrok, ko jih je bilo recimo še ko sem bil jaz otrok, se jih je v enem koledarskem letu gotovo še rodilo 500, 600, 700 otrok na Koroškem, ki jim je bila slovenščina materinščina. Danes pa mislim, da jih ni več 100 na leto. Torej je neke vrste sprememba, vendar bom pa kljub temu še dodal, da je stabilnost potem tega slovenskega jezika večja, ker ima večina otrok, ki se danes na Koroškem rodi, dosti višjo izobrazbo, kot pa jo je imela pred nekaj desetletji. In s tem slovenščina tudi dobi v njihovem življenju mogoče drugačno kakovost. Prej je bil to jezik recimo kmečkega okolja in podeželskega življenja. Danes imamo opravka, da se tudi precejšen del otrok, ki se rodi v slovensko družino,
priložnost, da se razvije v njih slovenščina v izobražen jezik. Torej, ni več samo narečje, temveč je knjižni jezik in seveda ima knjižni jezik potem drugačno funkcijo v življenju, kot pa samo, če je ostal na ravni narečja. Ni toliko v srcu kot narečje, ne? Zagotovo. Bom drugače rekel, sicer narečje je lahko v srcu, ampak je lahko tudi knjižni jezik v srcu. Mislim, lahko je tudi knjižni jezik. Zame je knjižni jezik sporazumevalno sredstvo, s katerim si človek odpre vrata v svet izobrazbe in tudi javnega življenja. Tega še tako dobro znanje narečja ne omogoča. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Radio Ognišče spremljate in oddajo naš gost. Pred našim mikrofonom je zgodovinar in slavist dr. Teodor Domej. Tale oddaja je na sporedu le nekaj dni pred obletnico plebiscita, torej 10. oktober leto 1920. Je bil datum, ki je prinesel plebiscit in ki je usodno zarezal v naš slovenski narod. Najbrž so posledice za vse. Ja, vsaj v zgodovinsko zavest so se nam recimo ta leta zapisala. In sicer na obeh stranih meje. Mislim, še vedno gre za, skoraj bi rekel, za travmatično dogajanje. Ampak, ja. Še vedno se sprašujemo, zakaj se je to zgodilo, kaj je bilo krivo temu. Zgodovina, bom čisto preprosto rekel. Zgodovina je temu pač kriva. Če sedaj gledam kot zgodovinar na desetletja pred plebiscitom in po plebiscitu, potem se mi zdijo nekako zelo logična. Plebiscit, zmaga avstrijske strani oziroma zmaga nemške strani, če sem bolj odkrit, je bila pravzaprav predvidljiva. Jaz se vse do današnjih dni čudim, ki pravijo, da so pričakovali nekaj drugega, ampak mislim, da so temelje plebiscitne odločitve bili zabetonirani že v 60., 70. letih 19. stoletja. Na Koroškem zaradi, lahko tudi rečem, neenakopravnosti Slovencev ni bilo možno razviti elit. Bom čisto preprosto tako rekel, elit, torej skoraj da ni bilo nobenega učitelja, ki bi se zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika, ni bilo nobenega uradnika, ki bi to delal. Tu pa tam recimo kak posameznik in enostavno v določenih segmentih družbe zavednega Slovenca nisi našel, ker mu ta koroška tedanja zelo nemško nacionalna politika ni pustila do kruha. Tudi dobesedno ne, ker so se že tedaj nekateri pač izselili na Kranjsko in ker na Koroškem niso videli nobenih možnosti. In to je pravzaprav potem tudi prispevalo k temu, da leta 1918, ko je avstrijska monarhija razpadla,
ni bilo ljudi, ki bi vzeli stvari z vso odločnostjo v roke. Ni bilo oficirskega kadra, ni bilo podoficirskega kadra, ni bilo uradnikov, ni bilo učiteljev ali pa skoraj ne. In je bilo vse odvisno, ali bodo prišli iz Štajerske in Kranjske na Koroško ali ne bodo prišli. In tako se je pravzaprav že usoda odločila davno prej, ne šele leta 1918 ali pa 1919 ali pa 1920. Koliko je morda vplival ta socialni položaj ene in druge skupnosti? Ja, seveda, mislim, slovenska stran ni imela recimo take socialne strukture kot pa Nemci na Koroškem ali pa kot Korošci nemškega jezika, bi tudi lahko rekli. Med plemstvom si kdaj pa kdaj enega našel, enega slovenski viri navajajo, da je bil plemič, nobenega recimo v drugi polovici 19. stoletja niso povzdignili avstrijske oblasti oziroma cesar v rang plemiča. Tudi to nekaj pove. Na Kranjskem je bilo drugače. Mislim, tam so bile večinske razmere v tistem tako imenovanem narodno-političnem boju popolnoma drugačne kot pa na Koroškem. In bom rekel, če bi na Kranjskem bila situacija ravno taka kot pa na Koroškem, bi danes Slovencev ne bilo več. Kot pri vsakih volitvah tudi tam danes in najbrž tudi takrat, ko je bil plebiscit, je bila ena pomembna stvar propaganda. Kdaj se je izkazala, da ni taka, kot so jo oznanjali pred plebiscitom? Ja, pravzaprav, mislim, vsaka propaganda je do neke mere lažniva. Zaradi tega se jaz danes še včasih čudim, kako se recimo Slovenci na Koroškem sklicujemo na določene obljube, ki so bile izrečene pred 10. oktobrom 1920. Mislim, kot zgodovinar lahko rečem, to je finta, Ampak dobro, saj se lahko tudi na finte kdaj sklicuješ, ampak resnica se je pokazala že pravzaprav takoj, ker so morali vsi tisti, ki so bili v določenih funkcijah slovenske strani, uradniki, učitelji, duhovniki in tako naprej, zapustiti deželo. Mislim, in to niso storili, torej nekateri so to storili na vrat na nos, to je tudi res, ampak konec koncev vemo, da ravno v šolstvu v 20 ali pa 30 letih med ljudskošolskimi učitelji skoraj da ne najdemo nobenega učitelja, ki bi zagovarjal enakopravnost slovenskega jezika. Mislim, potem pač že vidiš, kako stvari tako rekoč letijo. Ampak bom kljub temu moral dodati, da Koroška ni bila izjema. To je bilo obdobje nacionalnih držav in vse nacionalne države so se na vso moč trudile, da bi poenotile prebivalstvo po jeziku, po kulturi in tako naprej. Saj imamo tudi, kaj jaz vem, v Jugoslaviji tedaj poskuse poenotenja recimo državnega prebivalstva in manjšinam se nikjer ni godilo dobro. In koroški Slovenci smo bili pač ena iz teh manjšin, ki so motile tako rekoč državo, v kateri smo živeli. Ni treba reči, da smo
Koroški Slovenci bili tedaj nekaj posebnega. Tako se nam je godilo, kot kot ogromni večini drugih manjšin. Mogoče še celo z določeno primesjo srednje evropske kulture, manj slabo kot pa nekaterim drugod. Najbrž je plebiscit pustil posledice tako pri zavednih Slovencih, kot pri tistih manj zavednih. Ja, to razdrobljenost slovenskih vrst lahko spremljamo skozi drugo polovico 19. stoletja vse skozi. Ni bilo tako, da bi bili Slovenci homogena skupina, sploh ne, če sedaj pogledamo na narodno-politično orientacijo, ker je, mislim, da v nobenem trenutku zadnjih recimo 150 let večina ljudi, ki so na Koroškem govorili slovenščino kot materinščino, ni bila v taboru, ki bi zagovarjal narodno enakopravnost. Torej, vsi so imeli, verjetno je imela večina slovenščino za manj vreden, manj razvit jezik od nemščine. In so se imeli za neke vrste podložnike, čeprav tedaj podložništva ni bilo več. In to je kljub temu bilo globoko zasidrano v glavah in srcih ljudi, da je slovenščina nekaj manj vredna kot nemščina. In nekateri so potem tudi odkrito šli v nemško nacionalni tabor. In imamo pač tudi opravka z recimo ideološkimi razlikami, če lahko temu tako rečemo. Slovensko politično gibanje je bilo poudarjeno katoliško konzervativno, medtem ko je nemško dajalo videz, ali pa se samo označevalo kot napredno, kot antiklerikalno in ne vem kaj še vse. In Slovenci tudi niso bili samo kako naj rečem, Slovenci so v teh škripcih pač potem šli nekateri popolnoma v nemški tabor. Ja. Plebiscit je prinesel tudi najbrž da neko vrsto nezaupanja do slovenstva. Je to se obdržalo še v današnji čas ali se vam zdi, da plahni? Ja, mislim, kdor danes misli, da so koroški Slovenci nevarnost za Avstrijo ali pa za Koroško, je moten, recimo, kar se odnosa tiče ali pa kar se osebne strukture tiče. Mislim, da so koroški Slovenci opustili to, čemur se je včasih reklo irredenta. Najkasneje že v začetku 50. let 20. stoletja. Torej, jaz v zgodovinskih virih po nekako letu 1949, potem, ko je dokončna odločitev o meji med Avstrijo in Jugoslavijo padla, potem ne vidim več na Koroškem gibanja, ki bi ga lahko imenovali irredentistično. In to je pa le že zdaj minilo 70 let, recimo. In mislim, da je to dejansko stvar že davne preteklosti in za vse tiste, ki so danes že v mojih letih, je popolnoma nesmiselno očitavati
koroškim Slovencem, da škilijo preko meje ali pa da ogrožajo kakršnokoli mejo. Mislim, je popolnoma neosnovano. In če tudi bi bilo osnovano, konec koncev tudi kvantitete ni več, ki bi recimo prenesla kakršnokoli spremembo na področju političnega življenja na Koroškem ali pa v kateri izmed koroških občin in tako naprej. Mislim, to je dejansko zadeva že davne zgodovine. Doktor Domej, vem, da ste zgodovinar in zgodovinarji se vedno opirate na dejstva, na tisto, kar se je že zgodilo, ampak ali se kdaj vprašate, kaj bi bilo in kako bi bilo, če plebiscita ne bi bilo? Ja, to je pa, kako bi rekel, vprašanje tako imenovanega kontrafaktičnega zgodovinopisja. Ja. Plebiscit je bil in si ne moremo predstavljati, kako bi bilo, če ga ne bi bilo. Mislim, veliko se je odločilo torej pred letom 1918. In vsi vemo, Avstro-Ogrska je razpadla, čeprav jo danes nekateri skušajo prikazovati kot predhodnico evropskega združevanja in tako naprej, kot bila je multinacionalna država, ampak je razpadla, ker se interesi pač niso pokrivali, med raznimi narodnimi gibanji. In so nekateri hoteli imeti več, kot pa so imeli drugi, ali pa nekaterim niso hoteli privoščiti toliko, kot imajo sami. Lahko bi obdržali Avstro-Ogrsko monarhijo, ja, in potem bi bili seveda odnosi danes popolnoma drugačni, vendar bi bila potem danes tudi Evropa verjetno drugačna. Je težko torej pustiti, da dela v glavi fantazija. Če je osnova spoštovanje človekovih pravic, in bi se vsi tega držali, potem marsičesa v zgodovini ne bi bilo. Ne bi bilo vojn, ne bi bilo podjarmljanja drugih narodov in tako naprej, ampak z vsem tem smo imeli vse skozi opravka in tudi še danes, recimo, tisti časi niso minili. Treba samo pogledati v svet in se vidi, da se recimo z podobnimi predznaki, s podobno demagogijo, s podobno razlago, s podobnimi argumenti, kot pa pred 100 leti ali pa pred 200 leti dela tudi danes. Mislim, je treba samo kak priročnik, kako se argumentira v javnosti, vzeti v roke in bomo rekli, saj danes ni dosti drugače, kot pa je bilo prej. Torej, sem do neke mere pesimist, kar se tega svetovnega razvoja tiče, ker sem, realist. Torej smo se iz zgodovine bolj malo naučili, glede na to, kar ste zdaj na koncu dejali, in zagotovo bova o kakšnih zgodovinskih tematikah še kdaj spregovorila. Za danes pa najlepša hvala za ta intervju in za pogovor o oddaji Naš gost. Ja, vsem poslušalkam in poslušalcem želim vse dobro. Enako želim tudi Matjaž Mrljak, ki sem oddajo pripravil. Vse dobro in lep pozdrav. Naš gost. Naš gost. Naš gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.